Zdaj pa vas vabimo v čudovito zgodbo o preobrazbi majhnega atrijskega vrta, ki je s premišljenimi idejami postal prava zelena oaza. Vrtni oblikovalec je iz skromnega prostora ustvaril slikovit kotiček, kjer se prepletajo trave, cvetlice, zelišča in grmički, nezahtevni za vzdrževanje, a bogati v lepoti in veselju, ki ga prinašajo. Sredi Maribora se nahaja tale majhen, a prefinjen zeleni ambient. Z ubranim orkestrom rastlin in nežnim vonjem zelišč v svojo družbo vabi ne le lastnike, temveč tudi številne žuželke in ptice. Maja, imate čudovit vrt, ki je prav lepo povezan z vašim stanovanjem, ampak na začetku ni bilo ravno tako. Kakšen je bil tukaj vrt ob vaši vselitvi v stanovanje? Ko smo se preselili sem, to je bilo leta 2019, v jeseni je bil vrt popolnoma drugačen. Na sredini je bila zelenica, levo in desno zideka, ki jih sedaj vidimo, zadaj desno prezračevalni jašek, saj spodaj pod objektom garaža. Na začetku smo popestrili vrt tako, da smo na ta sprednji del terase namestili lončena korita, v katera smo nasadili zelišča, zelenjavo, rože, saj finančno nismo bili zmožni hkrati urejati stanovanje in vrt. Leta 2023 pa sem potem kontaktirala Matica Severja, ki je pripravil načrt in potem naredil izvedbo vrta na ključ, vključno s koriti. Kakšen je bil miselni proces pri zahtevah, ki ste jih želeli imeti na vrtu? Predvsem nekaj lepega in nezahtevnega, ker pri nas noben nima zelenega prsta, pomeni noben ni to nekaj, kar najpogosteje ljudje rečejo. Ja, res je, drži. Tako da mislim, da je sedaj lepo uspelo. Zaželili smo si rožice belih, roza, vijoličastih odtenkov, predvsem sivke, enostavno obožujem sivko, vonj in barvo. Na vrtu smo uredili tudi zalivalni sistem. Kako ste pa vsebinsko razmišljali v smislu razdalj? Zdi se, kot da ste si ene stvari dali za nalašč malo bliže. Tako je. Zelo praktično in priročno je, če prideš na vrt in v visokih gredah najdeš zelišča, kot so za mano od rožmarina, drobnjaka, pa za vami potem še druge rastline in zelišča, ki jih uporabljamo vsak dan v kuhinjo. Tako da je res praktično. Matic, kako ste se lotili preobrazbe tegale vrta, tega v osnovi precej togega in omejenega prostora? Pri vsej tisti zasnovi oziroma samem začetku je bila največja sreča pravzaprav naročnica. Ona je pustila proste roke, malo sem še drezal barve, oblike, kakšen tip rastlin, razen do sivk. Nisva kaj dosti daleč prišla in na koncu sem šel zadovoljen domov in začel razmišljati, kaj bomo s tem ne prav zelo posrečenim prostorom storili. Osnova je bila slaba, to se pravi plitka tla, ker je spodaj garaža, potem ogromno ene sivine, trdote. Gospa je že dobila vrt izdelan s temi dvignjenimi obrobnimi gredami, ki še bolj formirajo prostor, so ga delale še bolj ostrega, togega. Tudi sam pogled navzgor, črna streha, bloki, sive ograje, skratka, precej neprijetno. Čudovit izziv, ne? Tako je, tako je. Oblikovalec vrtov je sprva razmišljal, kako rešiti dve glavni težavi. Zakriti neprivlačne poglede in pregnati sivino vrtnega prostora. Odločil se je, da v zadnji del vrta umesti panele iz kortena, s čimer je odpravil monotonost in v prostor vnesel toplino. Vrt meri koliko, približno 60 kvadratnih metrov, nekaj takega, ne? Ampak ste ga optično uspeli nekako povečati. S čim ste to dosegli? Ja, tudi to je bil en tak mali optični trik in sicer nadomestili smo tisto grdo trato, ki je bila slabo vzdrževana in tudi sicer slabo uspeva na tako plitkih tleh, da smo ta fokus res spustili dol v vrt in tudi ta pogled skozi samo stanovanje oziroma skozi te velike šipe. Sem se odločil za eno tako krivino s to potjo, kjer je nasut prodec. In ta krivina ne le, da ponovno razbija te ravne, stroge linije, ampak oko dejansko mehko popelje in naredi malce daljšo pot po vrtu. To se pravi, dalj časa oko potuje po vrtu in pa tudi mi fizično, če se sprehodimo, majčkeno zavijemo, če ravno ni konkretnega ovinka. Čeprav je vrt sodobno zasnovan, na subtilni ravni razodeva nezgrešljiv slovenski pridih.
In konkretno v tem vrtu imamo nekaj predstavnikov, najbolj izstopata nageljček, krtavžar, to so ti visoki na tankih steblih, in pa jesenska vilovina, ta jabolčno-zelena trava, ki daje krasno tako skoraj da poživitveno zeleno energijo, še posebej malce kontrastno s tem kortenom. Skratka, to so naše avtohtone rastline, ki ne glede tudi, če je polno nekih tujerodnih rastlin, izrazito vrtnih, skriženih in podobno, te rastline v bistvu doprinašajo eno tako kanček divjine in jaz mislim, da s tem tudi majčkeno spoštujemo te naše korenine in pa prostor, kjer bivamo. Pri oblikovanju zunanjega prostora je bilo ključno, da plitvih tal nad garažo ne obtežijo preveč. Matic je to na zgolj 30 cm globokih tleh elegantno rešil z izborom rastlin, odpornih proti suši, ter s preprosto, a domiselno rešitvijo na višini, kortenastimi visokimi gredami. Njihovo spodnjo polovico je zapolnil z lahkim stirodurjem, zgoraj pa dodal plast zemlje, v katero je posadil šmarne hrušice in druge rastline. Tako je dosegel harmonično ravnovesje med funkcionalnostjo, vzdržljivostjo in estetiko vrta. Kaj pa to? Lastnica je rekla, da na začetku ni bila tista, ki bi se želela prav dosti ukvarjati z vrtom, a to pomeni, da vas še zdaj redno kliče, ko je treba kaj vzdrževati? Ne, sploh ne. Moram jo zelo pohvaliti, razen nekega tistega uvodnega sestanka in pa potem pomoči pri samih rastlinah, da smo ji pokazali, kdaj, kaj porezati, koliko porezati, kako bo potem z zalivalnim sistemom in podobno. Moram reči, da je vzela stvari zelo dobro v svoje roke. In še toliko bolj sem vesel, da lahko pokažemo tak vrt. Ljudje si predstavljajo, da pač ti preprosti vrtovi so preprosta trata ali skoraj da čisti minimalizem s par drevesi, kakšno grmovnico in se samo pokosi trata in je pač delo opravljeno. To je pa živ dokaz, da za zelo malo dela kljub samo lahko imamo neko bogastvo, neko pestrost, cvetje in nekaj več narave tik pred nosom. In zdaj, na koncu, kaj bi rekli, kakšno spremembo je tovrstna ureditev tegale sicer majhnega vrta prinesla v vaše življenje? Predvsem to, da v pogledu na vrt uživamo, zjutraj se usedeš s kavo, ti napolni baterije, te napolni z energijo in to je to, kar ti mora vrt dati, ne samo nam, ampak tudi vsem čebelam, metuljem, čmrljem, ki jih je polno in pa ptičev, ki so že pozobali vse te sadove na drevesih, ki so za vami. Torej, zaradi tega tudi samo stanovanje nekaj pridobilo, ne? Definitivno je pridobilo, predvsem pa mi kot družina, še dodatni prostor.